Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj pa danes v studiu 4 gostje, 2 politična analitika, gospod Miro Haček z Fakultete za družbene vede, na drugi strani gospod Luka Lisja Gabrijelčič. Vi ste zgodovinar, niste politolog, tako kot gospod Haček, ste pa vseeno znan politični komentator in kolumnist, ste član uredniškega odbora revije Razpotja in tudi raziskovalec na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti. Z nami je tudi gospod Boštjan Lindav, nekdanji generalni direktor policije, in gospod oziroma doktor Niko Gamulin, strokovnjak za umetno inteligenco in analizo podatkov, ki se zadnje čase kar precej pojavlja v medijih, ne samo kot sogovornik novinarjev, ampak tudi kot predmet rekla, nekaterih člankov, ki niso ravno prijazni do vas, ampak o tem kasneje. Vsem lep pozdrav. Vprašanje, s katerim bom začela oddajo oziroma dilema, o kateri se bomo pogovarjali, je, ali je Slovenija res padla s tečajev v tem hudem boju za oblast, ki smo mu priča pred nedeljskimi volitvami. Kako bo to vplivalo na volilno telo? Na to vprašanje bomo skušali odgovoriti, ampak najprej bi dala vam, gospod Lindav, besedo. Zanima me, glede na to, kaj vse je prišlo v teh dneh na dan, nazadnje tudi informacija, da so v Slovenijo prišli predstavniki podjetja, ki se ukvarja z umazanimi kampanjami. Sova je potrdila, da je imela to informacijo o njihovem prihodu, naj pa ne bi spremljala teh ljudi, s kom so se srečevali, kaj so prišli sploh v Slovenijo početi. Kdo je zdaj na potezi in s čim? Dejstvo je, da v teh primerih prisluhov imamo dva ločena segmenta. Eno so audio prisluhi, ki so bili očitno narejeni, ne vem, bom rekel, bolj kot ne amatersko, in pa ta drugi del, kjer so videoposnetki, kjer se vidi, da je kvaliteta nekoliko boljša. Definitivno je zdaj na potezi policija in pa tožilstvo. Namreč po mojem mnenju se treba ukvarjati z celim poljem preiskav, ne se usmerjati zgolj in samo v to, kdo je te posnetke naredil in zakaj, ampak tudi z vsebino. Namreč Zakon o kazenskem postopku v 148. členu zelo jasno opredeljuje, da je policija dolžna, kadar obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, storiti vse, da se zberijo potrebna obvestila, zavarujejo dokazi in da se storilca odkrije. In sam osebno menim, da iz teh posnetkov in iz enih in iz drugih bom rekel, izhajajo razlogi za sum. Treba je vedeti, da po ustavno-sodni praksi so razlogi za sum najnižja stopnja suma, za katero zadošča že, bom rekel, nekoliko večja konkretizacija, se pravi, osnovno izhodišče. Recimo, se opravičujem, ko vas prekinjam, se pravi, izjava gospe odvetnice Nine Zidar Klemenčič o primeru gradnje hotela Intercontinental v Ljubljani je že dovoljšen razlog, da se gre v preiskavo morebitne resničnosti njenih trditev. Brez dvoma, po mojem mnenju, tukaj obstajajo razlogi za sum in na podlagi teh razlogov za sum ima policija možnost zbirati obvestila, opraviti pregled prevoznih sredstev potnikov in prtljage in seveda v nadaljevanju se ta sum bodisi skristalizira, se stopnja verjetnosti dvigne v naslednjo stopnjo, ko so utemeljeni razlogi za sum, in taka stopnja suma pa že omogoča tudi recimo izvedbo drugih preiskovalnih ukrepov, bodisi uvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, hišne preiskave in vse drugo. Ampak brez kančka dvoma, za moje pojme, razlogi za sum tukaj obstajajo. No, v tem se verjetno vsi strinjajo, da bi morala policija preiskovati tudi samo vsebino nekaterih izjav. Obstaja pa še en segment, ki ga niste omenili, to pa je, da je precej težko verjeti, da bi novinar se dokopal do tega, kdo je prišel v Slovenijo s tistim letalom. Mislim, ja, to je ta včerajšnja tiskovna konferenca in ves ta vihar, ki se je razvil potem, je za moje pojme
poln vrzeli. Namreč Sova je potrdila, smo kasneje brali tudi izjavo, da so 22. decembra dejansko zaznali prihod teh black kubovcev v Slovenijo, vendar pa, da niso izvajali nobenih nadaljnih ukrepov. Mislim, da se tle osebno postavlja vprašanje, kakšen je razlog, da če taka, bom rekel, profesionalna ekipa tujih obveščevalcev pride na ozemlje suverene države, zakaj njihova, to v tem primeru naša obveščevalna služba, ni naredila ničesar drugega. Namreč treba je vedeti, da po zakonu o Sovi so vsi pogoji za to, da se izvaja tajno opazovanje in sledenje teh ljudi. Zakaj to ni bilo narejeno, če vemo, da fantje hodijo okrog po svetu in se ukvarjajo, tako kot pravite, z umazanimi kampanjami. Po drugi strani mi je pa zanimivo to, da neka skupina novinarjev in nevladnikov v enem tednu v bistvu razkrinka, bom rekel, profesionalne vohune, kar mi je, bom rekel, kar malo smešno in v to zgodbo nekako sam osebno ne verjamem. Verjamem, da je nekje ta podatek mogel priti ven iz uradnih kanalov. Vam bom pomagala z konkretnim vprašanjem. Ali menite, da mora policija zaslišati tudi prejemnike poročil Sove? Brez dvoma, jaz glede na to, da so na tej novinarski konferenci operirali s točnim datumom 22. december, ki ga je Sova tudi potrdila, jaz mislim, da tukaj obstajajo tudi razlogi za sum, da je ta tajen podatek, ker treba je vedeti, da ko je Sova, in prepričan sem, da je o tem obveščala tako predsednika vlade kot pristojne ministre, o tem, da so te black kubovci tukaj. To obvestilo je brez dvoma označeno z visoko stopnjo tajnosti in kako je zdaj ta podatek prišel do teh ljudi, bo mogla ugotoviti policija, za moje pojme. In bo treba pač se potruditi z zbiranjem obvestil, s preverjanjem dejstev, ker te podatki so bili kar konkretni. No? In kateri oddelek policije, ni novomeška policija verjetno pristojna za to? Kdo bi moral sedaj povabiti prejemnike obvestil Sove na pogovor? Ljubljanska policijska uprava? Ja, to je zdaj v bistvu, kolikor vem, se z preiskavo teh prisluhov oziroma teh posnetkov ukvarja policijska uprava Novo mesto, kar je, bom rekel, svojevrstna ironija. Dejstvo je, da, bom rekel, vladajoča koalicija govori celo o veleizdaji in ne vem čem še, in se potem s tako zadevo ukvarja policijska uprava Novo mesto. Na drugi strani imamo pa Nacionalni preiskovalni urad, ki je, bom rekel, potem, kakor sami pravijo, elita kriminalistične policije, ustanovljena zgolj in samo za najhujše primere kaznivih dejanj, ko smo pa videli, da se pa ukvarja z preiskavo izseljevanja za par tisoč evrov. Se pravi, očitno, bom rekel, tudi ta odločitev o dodelitvi, kdo bo kaj delal, kaže na bom rekel, ali pa vzbuja nek dvom v delo teh organov. Gospod Lisje Gabrijelčič, čeprav sem gledala gospoda Lendova, ko je govoril, sem zaznala pri vas neko mimiko obraza in se mi zdi, da se ne strinjate z menoj, ko sem dejala, da obstaja dvom, da bi novinarji prišli do te informacije, da so profesionalni obveščevalci prišli v Slovenijo. Kdaj so prišli, kam so šli? Vi ste bili sicer v preteklosti član SDS-a, pa ne takrat, pa ne takrat, od takrat, oziroma bili ste po moje še predtem, ko so oni kupili prostore na Trstenjakovi, ampak tisti novinarji, ki smo pač bili tam, vemo, da je vila na Trstenjakovi zagrajena z visokim zidom, da je na dvorišču vile parkirišče in da se pride do predsednika stranke z zadnje strani vile z liftom, kamor lahko prideš tudi z avtom. Meni je težko verjeti, da bi gospod Janez Janša bil tako nepreviden in stal na ulici in
da je prišel na ključni mimoidoči in videl, da je sprejel 2 Izraelca ali 4, ne vem koliko jih je. Ne, narobe ste razumeli moj mimik obraza. Ne? Jaz mislim, da zdi se mi dosti bolj verjetno, da je prišlo, da je nekdo, bodi se iz Sove, bodi se nekdo, ki prijema ta poročila iz Sove, to filtriral novinarjem. Kar je pa tudi najbolj, kako bi rekel, težko se predstavljam v eni državi, da bi prišli, recimo, izraelski obveščevalci oziroma neka firma, ki se ukvarja z temi zadevami, z prisluškovanjem in tako dalje, na sestanek s politično stranko, z namenom, da bi v bistvu vplivala na volilno kampanjo kot provarčilni ukrep zaradi politike te vlade glede do Izraela, in da bi potem, da bi tajne službe ali pa kdorkoli more to, tudi policija recimo, ne, ki more to spremljati, da bi za to vedele in da ta informacija potem ne bi prej ali slej ušla k novinarjem. To se je zgodilo podobno tudi na Madžarskem, če se spomnite takrat ta velika afera Pegasus, ne, ki je izbruhala pravzaprav po celi Evropi, ampak še zlasti, bi rekel, eklatantno na Madžarskem, se je zgodila tudi tako, da je nekdo znotraj tega izjemno širokega in heterogenega Orbanovega kroga začel filtrirati novinarjem. Informacije ne uvidejo. Ampak se pa strinjam, da je logično, da je nekdo, bodi si znotraj Sove, kar bi bilo manj verjetno in dosti bolj problematično, ne? Ali pa nekdo, ki te informacije dobiva, to filtriral novinar. Se strinjam, da znotraj, bi rekel, celotnega ta afera ima mnogovrstne plasti, ne? In jaz mislim, da tudi, da je to, kar je gospod Lindan prej povedal, se mi zdi zelo koristno tudi za gledalce, da začnemo počasi analizirati te različne plasti in vsako postaviti na svoje mesto. Nedvomno mora policija raziskati tudi to. Ne pozabimo, da imamo ravno v teh tednih, ravno v teh mesecih neke postopke proti Toninu in tako dalje in da smo imeli že v preteklosti postopke proti ljudem, ki so bili osumljeni, upravičeno ali ne, da filtrirajo informacije glede Sove ali pa da nevestno ravnajo s temi informacijami. Tukaj je gotovo tudi ta sum. Samo se mi zdi, kompleksnosti te zgodbe se mi ne zdi najpomembnejši element. Se mi zdi tako, bolj bi bil presenečen, če bi to ne prišlo na dan zelo hitro. Ne? No, tukaj je zdaj vprašanje, ne, ali se je zlorabilo novinarja Mladine, ker lahko je prišel vir z namenom, da mu predato informacijo, da so prišli predstavniki tega izraelskega podjetja v Slovenijo in mu povedali tudi, da so prišli na Trstenjakovo, ker to vseeno se mi zdi, da ne pije vode, pa ne branim Janeza Janše. Ne. Če je pač to naredil, da se je naročil te obveščevalce na sede stranke, pač bo prišlo tudi to na dan. Gospod Haček, ali menite, da je s to informacijo, da so prišli izraelski obveščevalci, bivši obveščevalci v Slovenijo, smo dosegli višek dogajanja v tej predvolilni kampanji, ali mislite, da bi prišlo še kaj na dan? Ker zadeve so tako nenapovedljive, s komerkoli se pogovarjam, tudi recimo iz politike, mi ne zna sploh povedati, kaj se bo v nedeljo zgodilo. Jaz ne znam povedati, ali smo na višku predvolilne kampanje ali bo še kaj prišlo na dan. Ali je še kaj možno, da bi bilo še kaj Kot vemo, je bilo napovedano 400 videoposnetkov, audioposnetkov pravzaprav v prvem valu in bilo je napovedano 6 videoposnetkov v drugem valu. Zdaj je spletna stran medtem se razširila že na 10 napovedanih posnetkov. Bomo videli, če bo še kaj objavljeno ali ne bo objavljeno. Bi pa morda rad naš pogovor obrnil na okoli. Kar nedvomno vemo je, da so v nedeljo volitve. Kar nedvomno vemo je, da bodo volivci na teh volitvah morali zbrati, če bodo se jih seveda hoteli udeležiti. Kaj to pomeni za volivca, to dogajanje? Slovenski volivci že itak ne spremlja politike, se odloča v zadnjem tednu. Zdaj je soočen z množico posnetkov, z množico audioposnetkov, videoposnetkov, teorij zarote, poročil o izraelskih obveščevalcih, ki so šli nekam ali pa tja, ali pa niso šli, tiskovne konference nevladnikov, amaterskih obveščevalcev se dogajajo. Za slovenskega volivca je to nemogoča situacija in ponovno imamo volitve, kjer se ne bomo odločili na podlagi javno-političnih vprašanj, tega, kaj bomo naredili z davki, kaj bomo naredili z zdravstvom, to se sploh noben več ne pogovarja.
odločili se bomo na podlagi čustev. No, s tem, recimo, da se bomo odločili na podlagi čustev, se strinjam, ker v politiki se mi zdi, da je prišlo tako rekoč do stanja religioznosti na eni in drugi strani. Ne? Ampak poslušala sem vas, ko ste bila skupaj z gospodom Troho v podcastu na N1 in vidva sta komentirala, sta v bistvu nista dala nekega velikega pomena tem prisluhom. Vi jih tudi niste poslušali. Moram povedati, da poznam kar nekaj ljudi, ki niti niso vedeli pred včerajšnjim dnevom, no, tako, da te prisluhi obstajajo, tako da zdaj vprašanje, bo to res vplivalo. Zdaj vsi vedo, ne? Ja. Zdaj vsi vedo, ja. Ne, mislim, da je zelo zanimivo, tudi tam v tem pogovoru, ki ste ga omenila v podcastu, je kolega Troha sugeriral, da utegne biti te prisluhi strani Izraela in jaz njegovi tezi nisem nasprotoval, se mi je zdela plausibilna in se je pač izkazala kot resnična. In zdaj imamo tukaj celo vrsto zgodb, ne, imamo. In vsak volivec bo izbral tisti del te pikantne zgodbe, ki mu najbolj ustreza, ne. V tem vidiku bom štartal, jaz sem takrat sem čisto iskreno takrat na začetku tedna rekel, da teh posnetkov nisem poslušal, res jih takrat še nisem jih preštudiral, ne, se mi ni zdelo, da smem govoriti o njih, če jih nisem šel skozi preštudirati. In sem doživel številne kritike, češ kako nisi poslušal. Ne. Ampak ravno to me je takrat nerviralo, ne, ker ko pride taka stvar ven, se poskuša ustvariti neko mnenje, da zdaj pa je to glavna tema, zdaj moramo pa vsi o tem govoriti, takoj se o tem opredeliti. In seveda sem vas namen, da bom se usedel v miru, te stvari poslušal z svojimi beležkami, si zapisal stvari, kot vedno storim. Ne? Ampak ki se je ustvarila neka klima, kako bi rekel, skrajne nuje glede teh posnetkov. In jaz sem takoj na začetku pomislil, da to se bo obrnilo na nek način proti tistemu, ki je te posnetke lansiral. Ker se to vedno zgodi na tak način. Ne? Da učinek teh stvari ni tako neposreden. Ni tako, da zdaj ti daš neke posnetke, ki so obremenilni za člane sedanje koalicije, specifično za člane Gibanja Svoboda. Ne? Tukaj je v bistvu 85% teh obremenilnih posnetkov bremeni Gibanje Svobodo, bivše in sedanje člane in župana Jankovića. Ne? To so najbolj problematične stvari. Ne? Ampak ne delujejo stvari tako, da bodo zdaj šli ven posnetki, ki njih kompromitirajo in da bo to direktno vplivalo na njihov slab rezultat. Ne? Ker potem se odpre cela vrsta vprašanj, ki smo jih zdaj debatirali v zadnjih 15 minutah. Kdo je to lansiral, s čigavo pomočjo, kako je to prišlo ven v javnosti. Ne? In zdaj to ustvari pa neko klimo, kako bi rekel, saturiranosti javnosti z preštevilnimi vprašanji, kot je omenil prej gospod Haček. In potem se dejansko pridemo na tisto točko, ko lahko dajo volivci že spet vse ta vprašanja, ki so vprašanja dan na oklepaj. In edina posledica tega je, da pride do nekega mobiliziranja javnosti, ker vsakdo izbere tisto naracijo, ki ga najbolj ogorča, ki se mu zdi, da ga najbolj mobilizira. In potem kaj dobimo? Dobimo nekaj podobnega, kar smo imeli pred 4 leti. Verjetno, jaz domnevam, nekoliko višjo udeležbo. Obstaja nek občutek, da zdaj pa so te volitve zelo pomembne, da zdaj pa bo nekaj bistvenega se tukaj zgodilo. In potem dobimo neko sliko, ki bolj, in tukaj se popolnoma strinjam, ki bolj odseva neka splošna občutke javnosti, kot pa specifično pozicionirano glede tega, kaj smo zvedli, kaj nismo zvedli. Se pravi, jaz mislim, da učinek teh posnetkov bo, da natanko to, kar je bilo rečeno, se pravi, da bo javnost bolj mobilizirana, bolj polarizirana, ne specifično glede vsebine teh posnetkov, ampak glede splošne klime, kdo se kam umešča ideološko in posledično komu verjame, katerim vidikom v tej zgodbah se mu zdijo pomembne, katere skrije pod preprogo, ne? In v taki klimi pa nisem prepričan, da tisti, ki so lansirali te posnetke, da bodo nujno tudi profitirali od njih najbolj. Se vam ne zdi mogoče, ker po soočanju na komercialni televiziji, soočanju gospoda Goloba in gospoda Janeza Janše, sem jaz slišala kar nekaj ljudi, ki so rekli, da ne bodo volili nobenega od njiju. Se pravi, da je tudi ta moment še. Ne? Absolutno. Ko sem jaz razmišljal o možnih posledicah tega, je po eni strani, mislim, da komu bodo te
ta klima zdaj najbolj škodovala. Mislim, da tistim strankam, ki so vstopile na politični prostor, ampak kot neke vrste dodatek, kot neke vrste modni dodatek. Tipičen tak stranka modni dodatek je recimo Prebiličeva stranka. Ne? Od Kordiševa mi socialisti ni hotelo vstopiti na tak način, pa se dejansko profilirala kot, če v bistvu bi radi, da bi bila ta vlada še malo bolj leva, pa volite Kordiša. Ne? Zdaj mislim, da v tej polarizaciji, ko je zdaj že spet se ustvarila to, kot se je leta 2011, kot se je leta 2008, kot se je leta 2022 ustvarila ta klima, zdaj pa gre za res, zdaj pa gre pa še spet za ta trg dveh Slovenij, ne? Utegneta na prvo žogo res profitirati dve največji stranki, ne? SDS in Svoboda, ampak po drugi strani jaz mislim, škodovalo bo to utegnete malim strankam, ki niso uspele jasno, bodi si imeti jasnega ideološkega profila, bodi si odgovoriti na vprašanje, zakaj pravzaprav, kaj je njihova fora, zakaj bi ljudje morali njih voliti, razen zaradi tega, da imajo pač nek dodatek v parlamentu. Utegnejo pa to koristiti natanko tem strankam, tem tretjim strankam, ampak takim, ki bodo pokazali prst, pa ne kazalca, ampak en drugi prst glavnim političnim strankam. Ne. To pa so recimo Resnica, tipična taka antisistemska stranka, ki pravi, vsi ste za nič, ne. Cel sistem je za nič. Ne. In je odličen način, kako pokažeš prst celotnemu, bi rekel, političnemu spektru, tako da voliš to stranko. Mogoče Pirati, ne vem, ampak te stranke, ki so v bistvu se uspele nekako profilirati kot izrazito antisistemske stranke v smislu tako proti etablirani levi sredini, kot proti etablirani desnici. Gospod Gomolin, vi ste v zadnjih dneh v medijih predvsem nastopali kot avtor analiz teh nezakonitih posnetkov. Posledično ste bili seveda deležni različnih diskreditacijskih člankov, neresničnih povsem, med drugim sem na primer brala, kdo vas je pripeljal k nam v naš medij in v medij Domovina, popolna laž, ker pač mi dva oba veva, kako ste vi prišli prvič k nam v studio, ampak pa sem vprašala nekaj drugega. Glede na to, v bistvu vi niste politično aktivni, ne? Ste sicer, tako kot bi jaz rekla po vaših zapisih na omrežju X desno politično orientirani, ampak niste pač član politične stranke, niste bili nikoli aktivni niti v medijih. Me zanima, kako doživljate to, kar se vam zdaj dogaja. Polno je diskreditacij na vaš račun, zakaj raje niste tiho, kaj ni to bolj enostavno? Ja, mislim... Pa za svojo lastno zadovoljstvo malo poanalizirate in jih delite s kolegi. Oportunitetni stroški definitivno so visoki, zaradi tega, ker čas, ki ga namenim temu, ga odrečem, mislim, času, ki bi ga sicer namenil komercialnim projektom, ampak zdelo se mi je, da je ta problem preveč velik, da ga ne bi noben naslovil. Zaradi tega, ker zdelo se mi je, da smo zelo, zelo blizu temu, da bi se enostavno pometlo pod preprogo. Še preden so prišli te vizualni posnetki, je bilo na tem, da bi dobili etiketo, da je to deepfake in da bi to šlo vse pod preprogo brez kakršnega koli naslavljanja. In to je zelo nevarno tudi za splošno prakso kasneje, ker če bi se ta praksa oprijela, potem bi lahko za vse enostavno rekli, to je deepfake in ne bi več tega delali. Tako da definitivno jaz tukaj sam sebe ne proglašam za forenzika, ampak definitivno sem pa hotel pač s tehnimi argumenti pokazati, da je to problem, ki ga je treba nasloviti. Tako da mislim, sem naredil teste in sem rekel, pogledajte, testi jasno kažejo, da to ni deepfake. Upam, da je tudi to vplivalo na to, da so se pol mnenje oziroma izjave, kaj te posnetki so, spremenili malo. Ne? Zaradi tega, ker najprej je bilo deepfake, pol so rekli ukraden glas, pol je montaža, ne? Mislim, to niso sinonimi, to so drugačne trditve od istih ljudi, ki so bili v skratka, niste se ustrašili in niste presenečeni, niste... Mislim, je to... In doma vam ne pravijo, da bodite tiho. Ja, doma mi pravijo, da bodimo tiho. No, sej prve analize sem se lotil ravno na letališču, ne na letališču, na dopustu. In ja, ko sem rekel to, kaj se je zgodilo temule spletnemu vplivnežu, se je žena bala, kaj se bo nam zgodilo, ko smo domov vrnili. Tako da definitivno je to stres za družino. Ne. Ampak ja, no, mislim, zdi se mi, da enostavno, da tukaj kot aktiven državljan, da lahko doprinesem k temu, da naslovim te težave. Pa še ena stvar, no, mislim, to odziv medijev, mislim, teh glavnih medijev, se mi zdi tudi zelo, zelo zaskrbljujoč. Mislim,
Na srečo sem v poziciji, kjer sodelujem s tujimi podjetji, tako da nisem vezan na domač proračun in ne vpliva to toliko. Ampak nekdo drug, ki je povezan na domač trg, pa lahko taka diskreditacija ogrozi tudi njegovo eksistenco. In mislim, to je tudi poleg tega opozorilo vsem, da če ne bojo upoštevali oziroma če ne bojo se strinjali z vladajočo stranko, da bojo javno označeni. Tako da mislim, to so metode, ki so zaskrbljujoče. No, ne povem, še bomo rekli, kakšno še o odzivu medijev na vse to, kar se dogaja. Ne povem, da sem vas prosila, da pogledate na spletno stran Gibanja Svoboda, kjer so v ponedeljek dopoldne objavili program za volitve. Sama, ko sem se pripravljala na to današnjo oddajo, sem pač šla brati določene izjave obeh glavnih akterjev in potem sem hotela preveriti v programu Gibanja Svoboda, kaj pač dejansko pač imajo zapisano v svojem programu in tega programa v nedeljo še ni bilo. Niti ne v ponedeljek zjutraj, ko je imelo Gibanje Slovenije že Gibanje Svoboda tiskovno konferenco in so rekli, da so že ta program objavili. Kaj ste vi ugotovili, ko ste šli gledati? Jaz sem analiziral metapodatke te datoteke in pogledal sem, kaj kažejo indikatorji prisotnosti umetne inteligence. Indikatorjev ne bi jemal kot zanesljive, zaradi ker tudi konec koncev tudi moj tekst, ki sem ga ustvarjal pred obstojem ChatGPT-ja in tega za dosti tekstov je pokazalo, da naj bi bil generiran z umetno inteligenco, tako da to ni zanesljivo. Ampak en podatek, ki jasno kaže, kdaj je bilo to ustvarjanje, pa je metapodatek, to je podatek, ki ga vsebuje vsaka datoteka in kaže, da je ta datoteka bila ustvarjena 17. marca. No, jaz lahko povem, da sem šla gledati, kaj v tem programu piše, ker sem poslušala tako Igorja Mastena o upravljanju javnih financ kot gospoda Mojmira Mraka in tudi Toneta Ropa. In me je zanimalo, kako ima največja stranka, ki bo ponovila mandat, analizirano, kakšne so potrebe na področju javnih financ in moram reči, da je ta program zelo ubog. Ali sta vidva, nista gledala programov, ne? Ker v tem podcastu, ki sem ga poslušala skupaj z gospodom, ko ste bili z gospodom Troho, je on komentiral program Demokratov, prepričana sem, da ga ni bral, ne? Tako, moje mnenje je, da ga ni bral, pač smo mediji pisali o tem, da so si pomagali z umetno inteligenco. Gospod Lindav, vprašanje za vas ali pa za vse. Nekaj dni na Facebook profilu Maske padajo ni bilo nobenih objav. Jaz sem to razumela kot, da so te prodajalci, ki so več kot 1 leto prodajali te posnetke, ki naj bi sicer nastali zaradi obračunavanj znotraj Gibanja Svobode, so te posnetke ponujali in ker se pač zdaj že nekaj dni ni ničesar objavilo, sem pomislila, da so morda našli kupca. Ja. In kdo bi to bil, če so našli kupca? Verjetno, najverjetnejši scenarij je, da tisti, na katerega se te podatki oziroma te prisluhi nanašajo. Zdaj, če bi to kupil kdo, ki ima namen, bom rekel, ali pa političen nasprotnik, ki bi iz tega iztržil bodi si nekaj glasov ali karkoli, neko zmago, bi se verjetno še naprej pojavljala. Ne? Tako, to je moje mnenje. Mislim, lahko pa, da je tudi kdo tretji, ampak kakšen bi bil razlog, da so se prenehali, bom rekel, objavljati, pa je pa težko, je pa po moje manipulacija, karkoli rečemo. No. Kaj pa vaše mnenje, lahko policija odkrije pač avtorje teh posnetkov, ker ni nujno, da prodajalci, da so bili res tudi avtorji, ljudje, ki so podstavili te mikrofone, gospe Vesni Vuković in ne vem še komu, mislim, da Bešič Loredanu. Isto vprašanje tudi za te izraelske izdelke, če so njihovi. No. Mislim, v prvi vrsti jaz mislim, da to ne bi smeli predstavljati prav velikega problema, če grejo samo do teh ljudi, ki so na posnetkih in z njimi upravijo razgovore, morajo točno povedati, s kom so, kdo je bil na drugi strani te mize. Tako da mislim, da bom rekel, izvajalca se bo lahko zelo hitro dobil, vsaj po mojem mnenju. Z naročniki bo pa pojem verjetno majčken težji, ampak jaz pravim, če bojo imeli voljo, če bojo imeli možnost, bojo to po moje lahko do konca speljali.
Predvidevam, da sta vsaj vidva, ki sta politična analitika. Gospod Haček ponavadi reče, da on vse pregleda, vse podcaste, vse zelo pozorno spremlja in analizira. Predvidevam, da sta gledala ponedeljkovo soočenje prvakov na komercialni televiziji. To je tako imenovana soočenje veleizdaja. Tako, ja. No, to vas bom vprašala, ampak me zanima, ali ste gledali to soočenje do konca? Gospod Haček? Ne. Zakaj ne? Ker je bilo izjemno težko gledljivo. Zakaj? Ker je bilo soočenje na ta način peljano in narejeno, da je bilo za poprečnega volivca še zame, ki sem politični analitik, pravzaprav ni prineslo ničesar, kar bi lahko iz tega soočenja. No, šov je bil, a ne? Šov je pravzaprav vse, kar se v zadnjem tednu predvolilne kampanje dogaja. Je pa dokaj težko, da na največji komercialki gledaš soočenje, ker so izjave metane sem in tja, nihče ne preverja pravzaprav dejstev. Popolnoma jasno je, da je večina teh izjav šla v veter in da so lahko preverljive neresnice. In čemu bi volilec zapravljal čas za tako soočenje? Ste gledali vi in če ste gledali do konca? Tudi jaz nisem gledal do konca. Bo rekel, mogoče iz drugega razloga. Absolutno se mi zdi, da je to neko soočenje, ki bo, če ne drugega zaradi teh z izjemno ostrih besed med Janezom Janšem in oziroma Roberta Goloba proti Janezu Janši, bo nedvomno šel v zgodovino slovenskih soočenj. Nekaj pozitivnega? Ne bi definiral kot nekaj pozitivnega, kot nekaj prelomnega in take, ki se bomo še nazaj večkrat spominjali, pa ne se stvari obrnejo tako ali drugače. Nisem pa tudi jaz uspel gledati do konca, ker se mi je zdelo, težko je to gledati, ker je dejansko resnično imamo opravka jaz sem mislim, da 10 dni nazaj sem imel nek pogovor z nemško televizijo, ki je prišla v Slovenijo, pa je naredila nek, kako bi rekel, dokumentarni feljton o volilni kampanji. In smo govorili o marsičem, ampak sem lahko 10 dni nazaj rekel, da kljub vsemu in kljub vsem napovedim, da bo to umazana kampanja in tako dalje, je bila razmerno civilizirana in nikoli se nismo še tako dolgo in poglobljeno ukvarjali z vprašanji, kot so davki, stanovanjska politika, finančna politika, tudi zunanja politika, kot smo se v tej kampanji. In to je veljalo mogoče 10 dni nazaj, pa že takrat je bila to razmeroma optimistična ocena, ampak se mi je zdelo, da če stopimo nazaj, da se je dalo to reči. Zdaj se ne da več tega reči. Je kampanja v zadnjem tednu izrazito prešla v neko zelo, zelo umazano preigravanje, kakršnega v bistvu nismo videli že zelo dolgo. In zdaj samo še nekaj, pa ne nujno kot kritika, ampak bi rekel kot opaska. Tudi mi zdaj govorimo že skoraj 35 minut. In smo marsikaj smo se dotaknili, o vsebini, analizo vsebine teh prisluhov, pa tudi mi nismo se nič rekli, tako rekoč. In zdaj ni to mišljeno kot kritika, ampak kot opaska. Tako poteka javni diskurs, tako o tem, to tudi ljudje slišijo in zato je moje mnenje, da bo bolj kot vsebina teh posnetkov, pa so nekateri, kateri bi lahko marsikaj rekli, bi bilo pomembno, da tudi o njih spregovorimo, ampak je celotna bi rekel, medijski javni diskurs usmerjen v to, da se ukvarjamo z kampanjo samo in ne z vsebino. In to pa je taka klima se ustvari, da je resnično težko napovedati, kam bo šla ta kampanja do konca in kako se bodo ljudje odločili. Jaz še enkrat mislim, da bo po eni strani vplivalo to, kar je bilo že rečeno, da bodo ljudje se mobilizirali v izrazito ideološkem ključu in po drugi strani, da utegnemo dobiti presenečenje, da bodo ljudje pokazali sredinec etablirane eliti z glasovanjem za kakšne stranke, ki je bila trenutno pod radarjem. No, jaz bom še zase povedala, nisem gledala do konca, ker se mi je zdelo pretirano, to, kar sem videla na ekranu. Gospod Lindav, vi ste gledali? Niste gledali? Mislim, da je bilo logično na nek način, logični učinek je bilo tako, ampak vse ne bo težko gledati. Skratka, eno besedo, težko besedo je gospod Lisek Gabrijelčič omenil. Rekli ste soočenje veleizdaja. Gospod Lindav, ali lahko govorimo pri teh izraelskih videih o veleizdaji? Mislim, o čem? Ker gospod Golob, da vam povem, gospod Robert Golob
je na soočenju rekel dve stvari. Ena, vas bo zanimala, tale veleizdaja pa verjetno ne. Ampak gospod Golob je rekel, da gre za veleizdajo Slovenije. Ni rekel točno tako, je zelo previden. No, On zna biti zelo vehementen, to, kar bi lahko tudi Janez Janša kdaj koristil. Da dobiva. No? Da on dobiva. Prvič je rekel, Janez Janša obraz, da on ni dober človek. In to je na nek način odgovor na to, kar je Janša rekel par dni predtem, ali en teden predtem na tem podcastu, enem izmed podcastu, kjer sta bila skupaj in sta imela tako, ki sta imela zelo civilizirano debato in na koncu je Janez Janša rekel, se jaz verjamem, da je gospod Golob poštena oseba. Ne? Na kar Golob tudi že takrat ni odgovoril z vrno kompliment, ampak je šel v neko New Age-ovsko razlago o tem, da ne pustite, da vam ukradejo sanje. Se je lepo izognil, da bi smel Janez Janša vrniti kompliment. Ne? In zdaj je Golob govoril Janši, na nek način, jaz pa mislim, da vi niste poštena oseba, ne? To je bilo zelo direktno. Mislim, da tudi Janša ni pričakoval tako direktnega napada in mislim, da se ni dobro odrezal v tem napadu. In na to je potem na tak zelo premišljen način, ki je izpadel spontano, je rekel, jaz dobivam od ljudi sporočila, ne? In jaz ne bom rekel, da jaz to trdim, ampak ljudje meni govorijo, češ, da je to veleizdaja. Ne? Tako da je uspel plasirati neko zelo, zelo močno obtožbo, brez da bi v bistvu se sam sebi impliciral. Ja. Gospod Lindav, kaj je s to veleizdajo? Jaz bom rekel tako, če je katerakoli politična opcija, leva ali desna, za predvolilni čas izbrala metodo uporabe tujih obveščevalnih služb ali pa podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo, je to po moje nesprejemljivo, ampak nikakor pa ne moramo govoriti o veleizdaji, ker za kaznivo dejanje veleizdaje mora biti uporabljena sila ali pa grožnja z uporabo sile z namenom, da se spremeni ustavno ureditev, demokratična in vse te stvari. Tako da tle bi bilo potrebno iskati kaznivo dejanje v kakšnem drugem polu, poglavju, ampak se pravi, če to drži, da so se Izraelci v to mešali, kdorkoli, če jih je v pletu ali pa kogarkoli drugega, je to, bom rekel, nedržavotvorno. Ne vem, če ste videli poslušala ta pogovor do točke, ko je gospod Golob zanikal, da je govoril v začetku mandata o čiščenju janšistov. Ste slišali to? Da. No, gospod Lindav, kaj zdaj ste? Vi ste bili zraven, ko ste se odločili, da boste čistili policijo janšistov, je bilo ali ni bilo? V takem kontekstu, kot ga je predstavil predsednik vlade, ki je, mislim, jaz ne vem, kako da se on tega ne spomni. Ne, da se ne spomni, ampak da zanika nekaj, kar je povedal v televizijsko kamero, mislim, da nacionalnega medija. No. Mislim, to je meni sprenevedanje prve vrste. No. Ampak je težko, ne, to moram povedati, ko vodiš en pogovor, je težko, da bi vedel vse tisto, kar sogovorniki razlagajo, razni podatki, no, zato sigurno se vedel. Ampak to je kljub vsemu tak podatek in tokrat že obrnen v tem političnem diskurzu, da če se tega ni zapomnil, ne vem. Eno vprašanje še za vse. Kako vidite vlogo medijev v tej kampanji? Koliko objektivna je, gospod Haček? Jaz bi morda še en korak nazaj naredil, pa komentiral še nekaj iz prejšnjega vprašanja, če lahko. Včeraj smo gledali soočenje dveh vodilnih politikov, vsakega iz enega pola. Ta dva vodilna politika imata dokaj visoko stopnjo odbojnosti. Za odbojnost gospoda Janše že vemo nekaj let, vprašanje, kakšna je ta stopnja danes, pa tudi gospod Golob so raziskave pokazali, da je tekom tega mandata pravzaprav uspel to stopnjo odbojnosti gospoda Janše doseči. Teza, ki jo je moj kolega postavil, je čisto verjetna. Torej, lahko, da so zmagovalci včerajšnjega soočenja vendarle bili ljudje, ki sploh niso bili na soočenju pravzaprav. Ne? V prvi vrsti tisti, ki gradi na zavračanju obeh vodij
polov v Sloveniji že od vsega začetka. Imamo Anže, piše se pa Logara. Ne. Tukaj jaz mislim, da je bil on zmagovalec tega soočanja. On zavrača to izbiro enega ali drugega in pravi, da je tukaj več možnosti. In včerajšnjo soočenje je najlepše pokazalo pravzaprav, da volivci morda morajo razmisliti še o kakšni drugi možnosti, ne samo o dveh, ki sta bili postavljeni. Zdaj pa na vaše vprašanje. Vloga medijev je takšna v tej predvolilni kampanji, kot smo na nek način pravzaprav pričakovali. Žal. Mediji so zavzeli pozicije, kot jih že zavzemajo cel mandat, s tem, da je šlo to ne na drugo potenco, ampak na tretjo potenco pravzaprav. Ne. Torej imamo medije, za katere že vse skozi na nek način vidimo in domnevamo, da imajo določeni vladni akteri na nje velik vpliv in ti mediji so zdaj še eksplodirali pravzaprav v tej predvolilni kampanji. Na drugi strani pa so me pozitivni tudi presenetili kakšni drugi mediji, recimo Pop TV, se mi zdi, da pelje predvolilna soočenja, pa tudi sicer program relativno profesionalno, ne, nihče ni popoln, relativno profesionalno in pa kar se mi pa zdi tokrat, nekateri smo napovedovali, da bo to zadnja predvolilna kampanja, kjer bodo tradicionalni mediji še imeli kak vpliv. Ne. Lahko rečem, da sem se zmotil. Zdi se mi, da tradicionalni mediji ne bodo imeli več nobenega vpliva na to predvolilno kampanjo in da bo to prva predvolilna kampanja, kjer bodo pa družbena omrežja vred za to afero, ki jo zdaj obravnavamo, ne, ki se je pojavila v tem prostoru, bodo ključna družbena omrežja, internet in podobno. Gospod Lise Gabrielčič, ker sem vas vprašala po mnenju vloge medijev, nekateri mediji so zadeve, ki so bile izrečene na tej novinarski konferenci nevladnikov in novinarjev Mladine in se je govorilo naj bi, so že kar trdilno v naslovih dali. Ne? Vas to preseneča? Ta želja po aktivizmu? Najprej bi stopil korak nazaj in bi rekel, da smo imeli številne afere v Sloveniji, ki so bile, kako bi rekel, vihar v kozarcu vode. Ta ni vihar v kozarcu vode. Ne. To je zelo resna zadeva in bomo videli, mislim, v naslednjih dneh in tednih, da bo odmevala tudi v Evropi. Ne. In zdaj, seveda, težko se je tudi medijem pozicionirati, zato tukaj pač malo vzel obran, ne, ali pa vas vzel obran, ali pa nas vzel obran. Ker imamo zdaj celo vrsto novih elementov, vključno seveda za dinamiko in tehničnimi vidiki umetne inteligence, s katerimi večina pač jih ne poznamo še. Ne? In smo soočeni z celo vrsto novosti, ki delajo nalogo novinarstva toliko teže, kot je bila prej. Jaz mislim, da v tem kontekstu bi najdel lahko številne medije, ki se niso odrezali slabo. Spet druge, ki so se. Ne. Bi pa komentiral nekaj, bi mogli res iti konkretno analizo. Mislim, da ni prav, da govorimo. Tako ni prav, da govorimo, politika je taka in taka. Ne. Tako ni prav, da govorimo, mediji so taki in taki. Jaz imam malo drugačno mnenje od sogovornika prej, glede vloge socialnih omrežij in tradicionalnih medijev. A vas lahko prekaj se upravičujem, pa vam bom povedala, pa vam bom še nekaj dala v razmislek pri tem odgovoru, ki ga boste dali. Pred nekaj dnevi, ko so se začeli te posnetki objavljati, te domnevno izraelski, sem govorila z enim od politikov in je rekel, Bogu hvala, da veliki mediji o tem ne poročajo. In potem sem rekla, menili so časi, ko ste lahko politike klicali odgovornega urednika kakšnega velikega medija in preprečili, da ta informacija ni šla naprej, ker to se je zgodilo ravno, to, kar gospod Haček govori, se je zgodilo ravno tukaj, pri teh posnetkih izraelskih. V začetku so bili veliki mediji tiho. Nacionalka se gotovo. Ne? Nacionalka gotovo je o tem ni poročala in potem v bistvu je začela poročati, kot da bi že bila poročala prejšnje dneve. Ne? Kot da je zdaj v bistvu nadaljuje tam, kjer je končala, čeprav sploh ni začela. To je nedvomno res. Je pa seveda jasno, da so bili te posnetki istočasno servirani na ta način, da nismo na začetku vedeli, kdo jih je poslal. Ni bilo točno mogoče vedeti, ali so editirani ali niso editirani. Pojavili so se dvomi, ki hvala Bogu, so bili razčiščeni strani strokovnjakov, kot je sogovornik, ali gre za deepfake ali ne. Jaz mislim, da tudi
vse nekateri mediji so sledili tem, bi rekel, novicam, kot so prišle in so poskušali ustvariti neko bolj jasnost tukaj. Jaz recimo te ideje, ne, tega prepričanja, češ, da bi tukaj šlo za deepfake, v medijih, ki sem jih jaz spremljal, nisem videl, da bi to bilo kadarkoli servirano kot zdravo zagotovo, ne, in da bi potem bilo demantirano. Ne. Tako da bi bilo treba res iti od medija do medija in pogledati, kako je ravnal in kako so različni novinari o tem poročali. Samo bi se pa rad navezal na nekaj drugega, vendarle, ne. Na to razmerje med tradicionalnimi mediji in spletnimi omrežji, družabnimi omrežji. Mislim, da je bilo v preteklosti obdobje, ko so, recimo 10 let nazaj, ne, ko je prvič zmagal Trump, ko je dejansko smo videli, da so uspela družabna omrežja na nek način prehiteti, ne, in dominirati javni diskurs, to smo videli pri Brexitu in še marsikje. Jaz mislim, da če je kaj novost zdaj zadnjih let, je da ravno se mi zdi, da je ta faza minila. Da smo se tudi po družabnih omrežjih, nič manj kot pri etabliranih medijih, porazdelili v razmeroma varne mehurčke in da vsak izrazito vidi in dobi tiste informacije, ki jih želi. In tudi v tej zgodbi bomo videli natanko to. Tisti, ki bo hotel dati poudarek na vsebini teh posnetkov, bo dal poudarek na vsebini teh posnetkov. To bo zelo majhna manjšina. Tisti, ki bo hotel dati poudarek na diskurs okrog vsebine tega posnetka, bo naredil tako. Tisti, za katerega bo pomembnejše vprašanje, kdo je to lansiral in katere tajne službe so imele pri tem vlogo, bo dal na to poudarek. Vsak si bo zbral tisti segment realnosti, ki mogoče niso nujno, oziroma niso niti v konfliktu, ampak vsak bo dal prednost enemu delu te realnosti in mislim, da socialna mreža bo samo potencirala, kako bodo se različne skupine prebivalstva, ki so že porazdeljeni, ki so že odzvale na to. Edino vprašanje, ki ostaje natanko to. Tisti, ki niso tako vpeti v politično, ki ne sledijo tako pozorno političnemu diskursu, ne, do katerih kapljajo te informacije tako, ne, prek pogovorov z kolegi, sem pa tja pride kakšna stvar na Facebook in tako dalje, kako bodo oni odreagirali, ne, in bodo se odzvali za pasivizacijo, tako da rekel, ne, ali se bodo odzvali za aktivacijo in kaj bo pri njih prevladalo. Ne. In to je pa neka neznanka, ki mislim, da do zdaj tudi ankete še niso uspele videti. No, ste mi dali istočno sebe. Kdo še rekel kaj o vlogi medijev? Mislim, ja, meni se zdi problem to, da ne obravnavajo vseh strani z enako kritičnostjo. Zato, ker na eni strani pričakujejo, da bo vse podprto zelo trdnimi argumenti. Zdaj, če gledamo te prisluhe oziroma to, kar jaz doživljam, na drugi strani pa recimo te trditve, to na včerajšnji konferenci smo bili priča temu, da enostavno novinarji niso smeli ničesar vprašati. Medtem ko mene pa takoj diskreditirajo, kot češ, ja, tvoje politično stališče pa vpliva na te raziskave in je neveljavno, ne, brez vsakršne analize argumentov. Medtem ko pravim, na drugi strani je pa enostavno ni imel niti pravice novinar vprašati, kar ga je zanimalo. Ne moram reči, da me je presenetila poteza 8. marca, ki je novinarsko konferenco, ki vi omenjate, nekoliko cenzuriral. Ne vem, če ste seznanjeni s tem, da so konec novinarske konference vprašanje kolega Petra Mršeta izbrisali. Kaj nam to pove? Pove nam, da niso želeli, da se objavi na njihovi spletni strani celotna tiskovna konferenca oziroma vprašanja dotičnega novinarja na koncu, kar je sicer rahlo neumno, ne, ker je stvar že šla na družbena omrežja dan prej, razširila se do nemoglosti, tako da čemu to služi, je bolj vprašanje zanje. Gospod Lisek Gabriječič je omenil ankete, a ne? Kaj menite o anketah? Vidva politična analitika. Jaz sem govorila, preden smo začeli snemati to oddajo z enim od politikov in ga vprašala, ali mi lahko napove, kakšen je njegov občutek pred nedeljskim zaprtjem volišč, kaj se bo zgodilo, in mi je rekel, da absolutno ne zna napovedati nič. Najprej bi najbrž bilo treba povedati, da ne gre za merjenje javnega mnenja. Ne? Gre za morda poizvedovanje o javnem mnenju,
metodologija tega merjenja je pravzaprav skrita, je ne poznamo, merska napaka je skrita, je ne poznamo. Vprašanje, ali so ankete reprezentativne, ostaje odprto, ne vemo, če so reprezentativne, koga kontaktirajo, na kakšen način, a gre za osebno klicanje preko telefona, preko e-maila, že znanim anketirancem iz prejšnjih anket, ali gre za nove anketirance, naključne anketirance, nič od tega pravzaprav ne vemo. Ne. Torej, te ankete bi jaz rekel, da so bolj občutek trenutnega razpoloženja v volilnem telesu in nič drugega kot to. Ne. Vemo pa, da se že v zadnjih nekaj letih, pa tudi v prejšnjih volitvah se je zgodilo, da so javnomnenjske ankete precej zgrešile pred volitvami in potem so pač to razlagali, da se je vse skupaj spremenilo v zadnjem tednu. To se nam lahko zdaj v tem čustvenem tednu mirno tudi zgodi, tako da jaz mislim, da je treba pogledati čez ankete in da je vse možno. Gospod Lise Gabrielčič, zadnja anketa Nina Medije kaže, da je Gibanje Svoboda v vodstvu. Ampak to je bilo narejeno pred, ne? Če se ne motim, pred temi razkriti. Mislim, da je šla po njih, ampak vprašanje so bila danes, se pravi, anketa sama je bila narejena pred tem, tik pred. No, se pravi, da vi dopuščate potem možnost, da bo Gibanje Svobode po novi anketi, ki je to že zaznalo, pač to izraelsko delovanje, še dodatno pospešila. Ja, vprašanje, ker tudi te, ki se zdaj delajo, verjetno niso ujele prejšnjega. Se situacija resnično tudi spreminja iz dneva v dan, da v bistvu ankete neprestano zaostajajo in vedno nam dajo nek snapshot z vsemi absolutno nujnimi opozorili. Če nam dajo, kaj nam dajo, nek snapshot, neke situacije, ki se že spreminja. Ne? S tem seveda vplivajo na naslednje. Ne? Se pravi, vse to je pravzaprav na nek način v vseh državah in v zadnjem tednu vedno tako, ne? Pri nas pa še toliko bolj izrazito. Tudi zato, ker mislim, da to pa bom kritičen, ne? Ker mislim, da mnogi novinarji čisto ne razumejo metodologije. To kot mnogi novinarji ne razumejo našega volilnega sistema, kar je mogoče upravičiti zaradi njegove kompleksnosti, ne? Ampak ne razumejo recimo tudi, ali pa se ne pozanimajo po metodologijah. Ne? Tisti, ki naroča ankete, ne? Medij dobi ponavadi celotno, ne dobi samo rezultat, ampak dobi celotno lep špeh zraven, ne? Ker so noter točno opisane, bi rekel, skupine, struktura, kakšna je bila struktura tistih, ki so odgovarjali, koliko ustreza in koliko odstopa od strukture prebivalstva, vse to dobijo. Ne? Mi, bi rekel, odjemalci teh vsebin dobimo pa samo, bi rekel, vrh ledene gore in absolutno pogrešam bolj transparentne ankete v smislu, da tistim, ki bi bile dostopne, bi lahko šli in bi lahko, bi rekel, pogledali malo bolj natančno tudi, kakšna je metodologija, s katerimi različnimi metodologijami vsakdo operira in potem tudi na podlagi tega meni neko mnenje o anketah samih. Ne. Tako pa edino mnenje, ki imamo, lahko je glede, kako so bile uspešne, kako pa niso bile uspešne. Tukaj pa se vendarle vidi, da nekatere agencije so bolj zanesljive kot ostale. Gospod Gomulin, vi za Info 360 analizirate rezultate ankete, ki jo ponujemo našim bralcem. Pa bom rekla takole. Najprej to, kar je rekel gospod Lise Gabrielčič, ankete so zgrešile tudi pred zadnjimi volitvami. Mislim, če se prav spomnim, so. Trend so zadele, ne? Ne, niso. Če se prav spomnim, so, ne vem, katere agencije so napovedovali recimo vstop SAB-a, LMŠ v parlament. Okay. Nina Medija. No, povejte vi. Nina Medija je napovedovalo vstop SAB-a in LMŠ-ja. Mediana recimo je precenila SD za Levico so napovedali 8,1%, pa so kome prišli. Parsifal je ravno tako, mislim, in Mediana in Parsifal obe sta podcenili Svobodo. Svobodo je dobila več, Parsifal je malo precenil SDS, pa je SDS dobil manj. Ampak tudi po predpostavki, da so popolnoma objektivne te ankete, je vprašanje, koliko je sploh možno točno napovedati. Recimo zdaj po lastnih izkušnjah, to, kar smo delali, je bilo zanimivo to, da v prvi anketi, ko smo gledali, je bila slika o tem,
kdo je vodil za katero stranko v preteklih volitvah, je bila zelo drugačna od druge ankete. Tako da se vprašamo, a se sploh ljudje pravilno spomnijo ali ne. In že tukaj, če je ta napaka, nimamo sploh pravih podatkov, s katerimi bi lahko uteževali. Poleg tega pa, tako kot pravite, ne, mislim, to ni samo ena številka, to je najbolj verjetna ocena, ampak poleg tega je še interval zaupanja, pa še to ni 100%, da bo v tem intervalu zaupanja, ampak je 89%, da bo v tem intervalu zaupanja. No, dogaja se pa tudi nekaj še, da nekatere stranke so poskušali vplivati na rezultat. Tako, ja. Mislim, bilo je zaznano, da je bilo kar precej glasov, več kot 500 glasov, kar je velik delež v tem številu glasov, kar smo obravnavali. So glasovali neki roboti oziroma nekaj, kar ni bil človek, kar je bilo prehitro izpolnjeno. In zanimivo je bilo to, da ko smo to analizirali, se je identificirala točna regija v Sloveniji, odkot te glasovi prihajajo. Tako da smo tudi to eliminirali dodatno. Zdaj govori o predzadnji anketi, zadnje ankete še nismo analizirali. Pa kar je bilo meni zanimivo tudi, zdaj ste dodali neke dodatne varovalke za robote, da so tisti, ki so se odločili, da bojo skušali vplivati na naš rezultat, niso zavedali, da se bo ugotovilo, da je anketa izpolnjena lahko, če ni organska, v nekaj sekundah. Tega pa človek ne more narediti. To se da, recimo, če se bo delale še take ankete naprej, lahko te, ki želijo goljufati, tudi naredijo tako, da se... Da se dati zamik, da je naključen zamik, ki predstavlja človeka, ampak spet, če je ta distribucija zamikov preveč perfektna, pol je že tukaj spet nekaj sumljivega. To je ena varovalka. Drugo je pa tudi to, da te recimo vse glasove se primerja z demografsko sliko Slovenije. Ne? Tako da to je tudi ena dodatna varovalka, da če vidimo, da se nekaj zelo ne ujema in vzorec z demografskimi lastnostmi, je tukaj že opozorilni znak, da je nekaj narobe. Potem smo še neko skrito vrstico, ali kaj, ki jo vidijo samo roboti dodajali, kot cela znanost je bila. Čeprav naša anketa med strokovnjaki ni cenjena kot relevantna, pa imamo nekaj tisoč glasov. Še eno vprašanje vam bom za politična analitika. Ko sem gledala programe dveh največjih strank in ugotovila, da Gibanje Svoboda do ponedeljka ni imelo nobenega programa, sem v bistvu ugotovila, potem, ko so ta program vendarle objavili v Gibanju Svoboda, da ne naslavljajo enega večjih problemov, s katerim se bo ukvarjala prihodnja vlada. To pa so javne finance. Na to so opozorili trije znani ekonomisti, gospod Mojmir Mrak, gospod Tone Rop in gospod Igor Masten. Pred nami je potrebna resna davčna reforma, hkrati pa imajo recimo zapisano v programu, da bodo delo razbremenili prek obdavčitve premoženja. To ekonomisti pravijo, da ne bo dovoljšen vir za to, da bi se to zgodilo. Tako da v bistvu prezveza, da se pogovarjamo o vsebini. O vsebini programski, ker ne drži. Frivolno je, ne? Frivolno je, to smo videli tako na strani Gibanja Svoboda, ki je itak je zdaj zmagala brez programa in je potem, bi rekel, zahekala program od najmanjše koalicijske partnerice, ki ima vse razloge, ta najmanjša koalicijska partnerica, da v bistvu se hvali z uspehi te vlade, ker so programski vidiki v glavnem njeni. Ne? In še toliko bolj frivolno, da v bistvu po 4 letih smo na enakem. Ne? Po drugi strani imamo tudi, jaz pa zašel brati program Anžeta Logarja in moram reči, da je ali bo napisan za ChatGPT ali ni bo napisan za ChatGPT, kako bi rekel, ne vem, če bi prestal Turingov test, v smislu, toliko klišejev tam noter, ne, da verjetno bi bilo bolj koristno, če bi dali napisati ChatGPT, ne, bi vse prišparili čas in denar. Ne. In večina strank je dejansko v tem izjemno zapletenem trenutku za Slovenijo, za Evropo, za svet, seveda z neko neverjetno frivolnostjo. In jaz resnično sprašujem, ali se bo to maščevalo z nekim bi rekel, neznanko na teh volitvah. Ne? Ali bodo volivci na to reagirali z neko kaznijo za etablirane politične stranke ali ne. Če se vrnem na vprašanje anket, ne?
Ali je anketa točna ali ne, tudi seveda odvisno od tega, kaj mi pričakujemo od anket. Ne. Jaz mislim, da recimo pred 4 leti je točno napovedala nek trend. Ampak potem seveda kaj ankete naredijo, ne? Ker v bistvu kaj ima volilec, ko stopi na volitve, vedno problem. Ne? Ta klasičen problem netransparentnosti informacij. Ne? On ne ve, kako bodo glasovali ostali in potem taktizira. Ne? In tukaj smo videli, tukaj pa vendar lahko vidimo neke trende v slovenskem političnem telesu, ki so stalnice, ne? Kako se ljudje odločajo. Ne? Recimo ena izmed stvari je, da še vse volitve v Sloveniji zadnjih 22 let, ali pa od leta 2008 dalje, so bili na nek način referendum o Janezu Janši. In eden izmed posledic te afere zadnjih 10 dni je, da je že spet po ovinku to postal tudi referendum o Janezu Janši, o Robertu Golobu, ampak tudi o Janezu Janši. In jaz mislim, da bodo tukaj na delu vsaj 2 ali pa 3 dinamike, bomo videli, kako se bodo prišle skupaj. Ena bo ta, da bo del levosredinskih volivcev v tistim, bi rekel, predvolilni tesnobi, paniki, že spet to, kar je velikokrat naredila v preteklosti, tudi na prejšnjih volitvah, se je izrazito grupirala okrog stranke, ki ima največjo možnost, da premaga Janeza Janše. To je v tem primeru vladna stranka, največja vladna stranka, do katere imajo sicer volivci recimo tako dokaj zadržano mnenje. Težko je dobiti tu po cesti, dobiti ljudi, ki so navdušeni nad Gibanje Svoboda. Ne? Recimo tako. To je en vidik. Ne? Drugi vidik je, ki ga vedno vidimo, je, da so nekatere stranke na desnici, ta si tam ne SDS, ampak ta si manjše stranke, NSI izrazito, vedno podcenjene v volilnih anketah. Ali je to zaradi napačno sestavljenega vzorca, ali je to zaradi tega, ker je mogoče volivce sram povedati, ker je to neka stigma nekje, ali zato, ker so to podeželski volivci in jih je težje doseči, ne vem. Ampak to je tudi neka stalnica, ki recimo pred 4 leti ni bila tako izrazita, ni zdaj, da je dobila NSI bistveno več glasov kot v anketah, mislim, da je bilo kvečemo obratno, ampak je neka sorazmerna stalnica zadnjih 20-25 let. Ne. Utegne se to zgoditi in poleg teh, bi rekel, znanih neznank, so še, kot še rekel, te znamenite neznane neznanke. Ne. Kako bodo volivci odreagirali na ta izjemno napet trenutek dan današnji? Ali se bodo res vsi, kot sem zdaj napovedal, pozicionirali po znanih vzorcih, ne? Ali bodo mogoče se odločili kako drugače? Ne, se odločili za neko tretjo opcijo, bodi si konstruktivno tretjo opcijo, destruktivno tretjo opcijo, z večjo aktivacijo na voliščih, z manjšo aktivacijo. Tukaj je še velikansko neznank in jaz mislim, da te neznanke ne bodo razčiščene vse do nedelje, ko bodo prišli prvi rezultati. Se pravi, ne moramo vnaprej pripraviti recimo komentarja povolilnega, ne? Mislim, da je bilo to zelo tvegano, ampak jaz že pripravim neke scenarije, ki jih imam v žepu in mislim, da vse eden izmed njih bo kar koristil. V glavnem, gospod Haček, ne samo gospod Lise Gabrielič, tudi v nekaterih medijih sem brala o tem, da je katastrofa, v kaj se je sprevrgla predvolilna kampanja z temi posnetki v interpretacijo vprašanja teh prisluhov nezakonitih. Ne? Ampak tudi, če novinar sprašuje o vsebini, se dogaja, da politiki ne govorijo resnice. Naprimer, prebrala sem oba intervjuja, ki je objavil tednik Reporter, objavil je intervju z Robertom Golobom in z Janezom Janšom. In gospod Golob je dejal, da je ena glavnih nevarnosti nove vlade Janeza Janše divja privatizacija javnega zdravstva. Okay. Sem šla pogledati v program SDS, ker piše, vzpostavili bomo učinkovit sistem javnega zdravstva. Izvajalci bodo motivirani za delo, bla, 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 bla. Na področju zdravstvenega zavarovanja bomo vzpostavili večjo preglednost, v skrajševanje čakalnih vrst bomo vključili vse licencirane izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za delo, okrepili bomo samostojnost in odgovornost upravljanja javnih zavodov. Kaj lahko, gospod Lise Gabrielič, ker tudi vi pogrešate vsebino? V tem intervjuju je bila vsebina, a ne? Ki pa ne drži. Verjetno ni pričakovati od volivcev, da bo šli zdaj pogledati, tole je govoril gospod premier, tole je govoril prvak opozicije in šel gledati v programe
obeh strank, kaj je res? Najprej bodimo resni. To, da piše ali pa da ne piše nekaj v programu, še ne pomeni, da se bo to izvajalo, da se ne bo to izvajalo. Ne. To je to mislim, da lahko damo že to ad acta. Ne. Če bi sodili, kakve so bile vse razsodane vlade po programih, strank, ki so nastopile pred volitvami, bi bili zelo presenečeni, brško ne tudi razočarani na tem, kaj se je napovedovalo in kaj je dejansko bilo. Jaz mislim, da pri tej Golobovi izjavi je problem drugje, ne. Je neka globoka hipokrizija. Pokojni Alojzij Han, ki mislim, da ga bomo glede teme javnega zdravja še zelo, zelo pogrešali, je v eni zadnjih kolumn, ki jih je napisal pred smrtjo, zelo lepo bi rekel, analitično pronicljivost nekega outsiderja, tudi nekega outsiderja, ki že ve, da odhaja in da v bistvu nima več nekih, bi rekel, stvarnih interesov v tem svetu, ne, lepo analiziral, kako se je v bistvu razgradnja javnega zdravstva že v bistvu potencirala v tej sami vladi, ne? Zaradi vlog zavarovalnice, vse tega, kar je on razlagal in bi vsem svetoval, da si te njegove kolumne preberijo. Ne? Vprašanje javnega zdravja je tipično vprašanje, o katerem absolutno že spet smo pri vprašanju frivolnosti. Nihče v tej volilni kampanji se ni tega resno lotil. Tukaj imamo trg dveh demagogij, ne? Ena je kao neka neoliberalna demagogija, bomo vse privatizirali, bo vse fajn, na drugi strani je ta demagogija javnega zdravstva, ki ne pove v bistvu, ki ne nagrasi glavnih problemov našega sistema. Nobena izmed glavnih etabliranih strank ni, ne samo da ni podala prepričljivega recepta ali pa odgovora na krizo javnega zdravstva, ampak ni bila sposobna niti ga v nekih osnovno poštenih, z neko minimalno intelektualno poštenostjo analizirati, kaj je narobe v našem sistemu. Ne? Bom jaz odgovorila z eno od trditev gospoda Ihana. Večkrat je opozoril in dolgo pisal o tem, da bo potrebno narediti košarico storitev, ki jo dobiš iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, česa pa ne. Seveda je to vprašanje, ki ga politika noče nasloviti in javno povedati, vsega pač ne boste dobili zastonj, brezplačno oziroma samo iz obveznega zdravstvenega prispevka. Samo še zadnje vprašanje za gospoda Hačka, ker je nekam tiho danes, ne vem, kako je to. Vas skrbi rezultat volitev ali kaj? Čakajte, samo da bom zastavil vprašanje, to se malo šalim. V teh intervjujih, ki sta jih dajala Golob in Janša, sta govorila diametralno različno o vlogi Anžeta Logarja, ki ste ga prej omenili. Janez Janša, glas za Logarja je glas za Goloba. Robert Golob, glas za Logarja je glas za Janšo. Kaj lahko volivec iz teh trditev sploh razbere, kaj ne stori? Gospod Lise Gabrielčič je rekel, da programa demokratov ne je brati, ker je brezvezen. Ne tega brati, zdaj sem rekel, da ne je brati. Sem rekel samo, da ne vem, če so ga napisali za ChatGPT, ampak bi se prihranili vsaj kaj časa, ne, če bi napisali z ChatGPT. Dve zadeve bom povedal. No, pa dajte. Prva stvar, bom najprej odgovoril na vaše vprašanje, zelo na kratko. To, kar ste citirali, je najboljša referenca v resnici za gospoda Logarja, niti sam si je ne bi mogel boljše naročiti, pa nisem potencialni volilec gospoda Logarja, da ne bo napačno razumljeno. Druga stvar, ki pa mi gre na misel, ko malo procesiram to našo razpravo, pa bom si dovolil eno zelo bogokletno pravzaprav izjavo, uboga ta naša država, kaj počnemo s to državo, si v resnici zaslužimo mi to državo. Počnemo ali drugi počnejo? Ne, mi počnemo, mi vsi skupaj v tej državi, politika, državljani, vse tudi mi volimo, oddajamo svoje glasove. Že 20 leti se gremo volitve Janša ali anti-Janša. Izvolimo stranke, ki nimajo nikakršnega programa, ki niso sposobne nasloviti nikakršnih problemov v tej družbi. Čisto enostavno rešljivih problemov, kot je problem zdravstva. To ni vesoljska znanost. Stvar je dokaj enostavno rešljiva. Rešitve so bile predlagane, politika jim ne želi nameniti pozornosti, pa ne samo na področju zdravstva.
Torej, volimo namenoma izbiramo s čustvi, izbiramo na podlagi trenutnih občutij, ne izbiramo na podlagi racionalnosti, še manj programov, ki jih sploh nekateri več nimajo, ker ne čutijo potrebe, da bi jih sploh izdelali. Programi se potem ne prilijejo v koalicijsko pogodbo, tam preleti v koalicijsko pogodbo nekaj čist 10, kar v nobenem programu ne piše. Potem pa se neizmerno čudimo cel mandat, kje smo in se pritožujemo, kar je naša nacionalna posebnost, najbrž veliko jamranja, ne? Do naslednjih volitev, kjer potem ponovimo znova celotno vajo in tako naprej in tako naprej. Ne? Na naslednjih volitvah se bomo najbrž čudili, kako je to možno, da nas je že Albanija dosegla. Gospod Lisek Gabrielčič se ne strinja z vami, vsaj v tem delu glede programov. Povedal je javno, kako je prešel s svojimi političnimi referencami od SDS, NSI do... Vmes se bo še Gregor Virant. Se pravičujem, menega sem pojavila. Ne, jaz sem Pirate. Jaz sem že od leta 2018 ali 2014, ne vem, spomnim se, vsekakor od leta 2018 dalje, vedno napišem to, kar je v tujini, zlasti v anglosaškem svetu, dokaj pogosta stvar, to je tak endorsement, ne? Jaz sicer ne endorsam nikogar ne preprečujem, da glasuje tako kot jaz, ampak obrazložim svoj glas, ne? Grem na volitev, vsi vedo, da jaz grem na volitve, pač obrazložim svoj glas, ker se mi zdi, da je to neka transparentnost, tudi tistega, ko komentiramo javnost, da se ne skrivamo za neko lažno objektivnost, ampak povemo, mi razmišljamo na ta način in to naše razmišljanje ima neke politične konsekvence, ne? To ne pomeni, da vsakdo, ki se strinja z nami, mora sprejeti politične konsekvence, ampak lahko razume, znotraj katerega okvira, kako bi rekel, kam privedejo ta razmišljanje nekoga ali pa recimo znotraj katerega okvira vrednostnega se giblja. To se mi zdi stvar transparence in to vsake 4 leta naredim z velikim užitkom. In to, kar sem to kot pred 4 leti pač obrazložil, zakaj bom glasoval za Pirate. Ne, če se z gospodom Hačkom ne strinja glede nečesa, ali pa ne, on je rekel, da on ni potencialni volivec Anžeta Logarja, jaz pa bi bil potencialni volivec Anžeta Logarja. Jaz mislim, da spadam natanko v tisto nišo, ki je potencialno bi bila volivec Anžeta Logarja. Razočaran sem bil na stranka, ki vstopa na ta način v politični prostor, ne, kot neka tretja sila, mislim, da mora biti programsko bolj dorečena in bolj jasna, kaj je ta ne eden, ne drugi. Kaj ne od enega in kaj ne od drugega. Kjere so prioritete, ne? Kaj me moti pri SDS, od katerega sem izstopil. Jaz sem to zelo jasno, ko sem jaz izstopil od SDS-a pred 12 leti, sem zelo jasno povedal, kaj me je tam motilo. Tega nisem slišal od Anžeta Logarja. Ne. Po drugi strani pravi, ne bo šel v koalicijo z Golobom, ne vem, kdaj je to izjavil, ne vem, če se je že premislil. V redu, s kom pa potem šel? Ne. Mislim, preveč v bistvu nagovarja neko idejo tretje opcije, jo pa ne pooseblja. Zato se meni to ne zdi prepričljiva pozicija, ampak se mi zdi pa dobrodošlo, da je v Sloveniji niša za eno tako stranko. V redu. Smem odgovoriti na isto vprašanje, kaj to pomeni volivcem, da pravi Golob glas za Logarja, glas za Janšo in Janša pravi glas za Janšo, glas za Goloba. Kaj pa, če imata oba prav? Kaj pa, če je v bistvu strategija Anžeta Logarja, da bo kingmaker? Da bo tisti, ki bo on odločil, kdo bo se tega ne skriva, ne? In to pomeni, da tudi bo v katerikoli koaliciji, ki bo možna. Ne? Se to javno povedal. Tako da, jaz mislim, da imata na nek način oba prav. Ne? In to pa ustreza pravzaprav... Veste, komu se mi zdi, da to ustreza? Recimo, na levem polu obstaja za tiste ljudi, ki so recimo zelo levo usmerjene, realna nevarnost, zanje nevarnost, da bo obstajala koalicija, da bo prišlo do koalicije Gibanje Svoboda, Logar, SD, ne, tisti plakati SD-ja, kaj je že dogovor, ne vem kaj, ne, zelo jasno signalizirajo, to je napisan dogovor z velikimi črkami, to je pa čisto malo za mir, blaginjo, napredek, ne. In se pravi, jaz mislim, da bo to vplivalo na volivce, da bodo recimo dali več glasov Levica, ker bo zanje glas za Levico, glas, ki bo strašno otežil tako veliko koalicijo, ne.
Medtem ko pa na desnici je pa najbolj učinkovit glas proti taki veliki koaliciji, vseeno glas za SDS. Ne. Močnejši, ko bo SDS, manj bo bi čisto matematične možnosti za neko tako heterogeno pozicijo. Se pravi, mislim, da bomo imeli, te stvari bodo na različen način vplivali na volivce. Bodo vplivali tako na tiste, ki hočejo neko heterogeno politiko in umiritev strasti, kot na tiste, ki tega nočejo. Oboje imamo v Sloveniji zelo močno. Gospod Lindav, ne bom vas vprašala, koga boste volili. Zanima me samo, če boste šli na volitve. Ker minuli teden je na tem mestu, kjer sedite vi danes, sedel gospod Matej Rigelnik, mlad poslovnež in vlagatelj, in je rekel, da na volitve ne gre. Jaz prvič nisem več tako mlad volilec in bom šel na volitve, ja, seveda. Pa že veste, koga boste volili, ali boste še čakali, kaj se bo vse izcimilo v teh dneh, prisluhi? Jaz sem že najmanj dvakrat, bom rekel, pred parlamentarno komisijo povedal, da ne enega od teh, ne ta drugega od teh, zato ker sta oba ista. Tako da to je moja de facto odločitev, ker se mi zdi, da in eden in drugi peleta to državo vsako svojo smer v pogubo. Gospod Haček? Pišem to, kar je gospod Lindav. Skratka, na volitve boste šli in ne boste volili nobenega od glavnih favoritov. Kaj pa vi, gospod Gomolin? Bom šel. Pa ste se že odločili? Sem se odločil, ja, se mediji ugibajo, tako da. S čustvi ali s pametjo? S pametjo. Mislim, sem kar dolgo časa si vzel za premislek. Dobro, bomo končali na tem mestu. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste se odzvali našemu vabilu. V nedeljo torej volimo. Oblast, ki jo bomo izbrali, bo vplivala na to, kako bomo živeli prihodnje 4 leta ali pa manj, odvisno, kaj se bo dogajalo, če bi bile slučajno kakšne predčasne volitve. V glavnem, s to mislijo, s pametjo na volitve, vzamite svinčnik v nedeljo v roko in obkrožite stranko, za katero mislite, da bo najbolj poskrbela za to, da gre Slovenija v pravo smer. Najlepša hvala za pozornost, če ste bili z nami. Vidimo se čez teden dni.